Lepo pozdravljeni v Mali galeriji Banke Slovenije na razstavi Sodobra grafika, na kateri se predstavljajo študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani in sicer predvsem magistrskega študija z določenimi deli z dodiplomskega. Razstava predstavlja pravzaprav presek tega, kako plastične grafične tehnike in eksperimenti v drugih smereh pravzaprav se vključujejo, intervenirajo v neko tkivo tako sodobne umetnosti kot našega sodobnega sveta. In pravzaprav to na nek način v grobem opredeli neko skupno polje tega raznorodnega nabora del. Namreč neka težnja po nanašanju na konkretno, nek fenomenološki, znanstveni pogled na določene izseke naše realnosti. Pravzaprav bi na tej razstavi zaman iskali zvočnih, splošnih izjav o stanju sveta. Pravzaprav namesto tega imamo serijo case studijev, zelo različnih poglobljenih pogledov na različne specifične fragmente našega sveta, ki jih pravzaprav študenti obdelujejo neki zanimivi mešanci nekega začudenega psevdoznanstvenega pogleda in pravzaprav neke domačnosti, katere pomen nam vselej uhaja. Gre za serijo lesorezov z naslovom Spomin, pri kateri sem želela ustvariti podobe brez nekega direktnega izrazovanja motivov, kot je značilno za klasični lesorez, ampak s sestavljanjem različnih kosov teh lesenih plošč v podobe. Pri tem so nastale tudi matrice, ki ne delujejo zgolj samo kot neki grafični pripomočki oziroma dokument tega, kako so grafike nastale, ampak kot samostojni objekti, ki dopolnjujejo odtise. Grafika Zven prihodnosti je v bistvu del grafik, ki so nastale za knjigo umetnika. Gre se za vizualne zapise mojih sanj. Uporabila sem pa alternativno grafično tehniko in sicer stirografijo, ki sicer ni popolna grafika, ampak podpira oziroma poudarja grafično razmišljanje. Serija mojih grafik je nastala kot izvorno pretiskovanje originalnih Ikejnih predlog. To sem si izbral zaradi nekih klišejskih slik in zanimal me je konceptualni aparat, kako spremeniti original v neko novo predlogo. Torej, v svojih delih sem se ukvarjal s subverzijo statusa podobe, klišeja in avtorstva. Zanimalo me je pa, kako v bistvu lahko spremenim nek nov konceptualni aparat k nekim podobam, ki so že kolektivno znana. Te trije moji sitotiski so v bistvu moja prva 3 dela v tej tehniki in v bistvu na kratko sem predstavljajo nek omaž ta najbolj znanemu sitotiskarju Andy Warholu in njegovi seriji domačih ljubljenčkov, s tem, da sem jaz v bistvu črpal te domače ljubljenčke iz veterine in ne iz naročij svojih kolegov. Gre za serijo sitotiskov, ki so nastali v okviru moje diplomske naloge. V seriji sem združevala najdene fotografije in najdene not zapiske. Z združevanjem sem v bistvu želela ustvariti nek profil neznanca, ki je te predmete izgubil in jih nekako smiselno združiti v tej seriji sitotiskov.